Tole je BMW i3 S. S kot sport predvidevam, ker je pač hitrejši od navadnega, pa že tisti ni ravno ena počasnela. Tale ima celo manj kot 7 sekund do 100, zdi pa se še bistveno hitrejši, ker elektrika poskrbi za sunek, za konkreten sunek. Tega se ne naveličam nikoli. 10 kW več ima kot navadni in končna hitrost je večja, 160 km/h. Ampak je ne priporočam. Prvič, ker ni dovoljeno, in drugič, ker se baterija v tem primeru prazni hitreje kot pri 6 let starem mobitelu. Še dobro, da sem mularijo dal že ven v šolo, sicer bi bilo oči, dej še. Pa mi ni težko. S tudi izgleda bolje. Ok, že ta barva mi je zelo všeč, potem so pa še tile dodatki, ki ga naredijo bolj agresivnega. Pač takoj se vidi, da ni navaden, tisti v primerjavi s tem izgleda kot ena mevža, ta pa bolj jezno gleda. In platišča so 20-palčna, avto je centimeter bliže tlom, kolotek je pa kar 4 cm širši. Znotraj je enak, še vedno prava paša za čisto dolgo armaturko in zanimivimi materiali. In enake so vrata. Najprej odprete sprednja, šele potem zadnja. Evo, pa ne bo mogla mularija pobegati ven. No, tudi prostora je dovolj, vsaj za potnike. Z dosegom je pa tako, če ne boste ves čas na avtocesti, bo zlahka 200 km. V mestih se počasi prazni, ker tako učinkovito regenerira energijo, ko spustite plin. Zavirati skoraj da ni potrebno. Je pa zelo čvrst, na slabih cestah vas bo kar precej premetavalo in krmilni mehanizem je preveč umeten. Nikoli ne vem, ali sem že na meji ali ne. Zato to ni kakšen M, ampak S. Bolj športen za ravnine, za ovinke pa niti ne. Gre pa fajn.